Najprej, da se dogaja nekaj nenavadnega. To je namreč zakon RTV, ki naj bi bil najbolj strokovni zakon vseh časov, saj ga je delala skupina strokovnjakov in ne samo en samcat politik, in je potem dejansko strokovnjaški in ne političen zakon. Tudi naj bi bil sam vsebinsko nepolitičen, plasiran v nepolitičen prostor in bi zadeval institucijo, ki bi postala z njim nepolitična. Ampak ne glede na to, da je nastal kot koalicijska zaveza, se danes v petih dobijo zelo močni ljudje. Gospod predsednik vlade, gospod Pahor, gospod predsednik Ljubljane, gospod Janković, ki je župan, gospod Erjavec kot novi pridobljeni član, gospod Golobič, gospodična Kresalova in nemara se bo še kdo pridružil. To se pravi, tako rekoč najbolj eminentne politične osebe, koalicije in še mesta Ljubljane, ki bodo razpravljali o novem RTV zakonu in pozvali ljudi na volitve za to, da naj ga podprejo. Še nikoli v zgodovini te države, zdajšnji, niti prejšnji, katere naslednice smo, se ni takšen političen zbor zbral, da bi podprl nekaj tako nepolitičnega. In to še zakon. Se pravi, gre ravno za obratno, za dokaz eminentne politične polastitve največjega javnega zavoda in največje kulturne institucije, ki je bila v prejšnji državi vedno partijska last, zdaj pa bi morala spet postati last partijskih dedičev. Toliko za to. Drugače pa moram reči, da se nekateri argumenti ponavljajo, nekateri pa se skrivajo. Poudariti je treba, da gre za gospodarski prevzem, hkrati s političnim. Gre za gospodarski. Zato, ker to potrjujejo marsikateri strokovnjaki, nekateri tudi ne, vendar gre za to in tudi zdaj lahko dobite koga, naprimer gospoda Koržeta, ki opozarja na preveč gospodarskih dejavnosti, ki jih je opredeljeno v tej zakonu o RTV. Sicer pa 2. člen, 13. alineja dokazuje, preberite si jo, zakona, da lahko vlada dovoli odprodajo katerega koli predlaganega gospodarskega elementa RTV Slovenije, ki bo od države dobila vlast premoženje. Nepremičninsko in premičninsko premoženje. Zdaj je last države, odslej naprej bo, če bo ta zakon stopil v veljavo, last RTV Slovenije. Vendar ga bo moč odprodati, kakor to lahko stori vsaka gospodarska družba, če bo vlada na to pristala. To me močno spominja na Katari sod in ta RTV Slovenija me močno spominja na nekaj, kar še ni sprivatizirano in pripada tako imenovanemu družbenemu premoženju. Ne tistemu državnemu, ampak družbenemu tistemu, ki se je z demokracijo tako rekoč privatizirala. To je še zadnji relikt in to se bo začelo dogajati. Na to opozarjamo. In ne gre za spopad za javno hišo RTV, predlagateljem referenduma ne gre za spopad ali da obdržimo vpliv, ali da ga imamo, ali da postavljamo urednike, kajti vse to je že zdavnaj mimo, ljudje so zamenjani, televizija gre svojo vsebinsko pot, kakor sama hoče in kakor seveda ji dovolijo njeni notranji uredniki, potem ali onim vplivom, kar je odvisno od njih samih. Pač pa gre za to, da preprečimo razprodajo in gospodarsko prirastitev še zadnjega velikega javnega zavoda in največje kulturne institucije v državi. To se nam zdi tako velika stvar, da je bilo potrebno sklicati referendum na to temo.
Izkazuje se tudi nekaj novega. Z velikim veseljem je gospod Bergant na soočenju, mislim, da je bilo ponedeljek ali torek na televiziji, povedal, da končno z novim zakonom dobijo tudi možnost, da naročnino prilagajajo življenjskim stroškom in inflaciji. Prosim, da to še enkrat poudarim. Naročnina se bo zviševala z inflacijo in zviševala z življenjskimi stroški. Tega pa ne more dobiti pokojnina, oziroma pokojnine se lahko samo četrtinsko, tretjinsko in tako naprej. Tu so pač pogajanja, usklajuje življenjskimi stroški. Članarina RTV pa se bo. In te članarine je za 90 milijonov dolarjev, kar pomeni ogromno denarja. In če ga bo premalo, če ga bo ta gospodarska družba hibridna zapravila, bo pač povišala naročnino. Opozarjam tudi na člen, kjer je zapisana delitev dobička. To je najdaljši člen v zakonu. To je skrbno razdeljeno, se pravi, že to samo po sebi pomeni, kakšni so nameni. Skratka, te dobičke bomo mi plačevali vsi, enkrat več, enkrat manj. In tudi to, da smo slišali, in nekateri novinari ste celo povzeli, da če bo potrebno, če bo res dobiček, bomo pa dobili naročnino vrnjeno, se mi zdi, da me spominja na takšne pravljice, ki jih pa res že dolgo nisem slišal. Kako bo prišlo nazaj? Vsak bo dobil evro pa pol nazaj, potem od naročnine, naprimer, s položnico. Ali se bo drugače delilo? To so smešnice in neumnosti. Seveda lahko doživljamo v teh dneh tudi navijanje zainteresirane javnosti, ki naj bi bila civilna družba, vendar samo določene. Tiste, ki bo kadrirala v programski svet televizije. Tiste, ki je za to pripravljena in tiste, ki je v tem zakonu zapisana. To se mi zdi logično. Prav tako, če gledate soočenje strokovnjakov, marsikdo med njimi je tak, ki je že za prvi zakon dobil honorar, ko je bila še delniška družba, in tudi za drugega. Saj kot strokovnjak enostavno ne more nastopati zoper, če je pa dobil za to plačilo, da ga sam razvije in je soudeležen pri tem. Tako da o kakšnem, bi rekel, nevtralnem opazovalcu strokovnjaku težko govorimo o teh, ki se zdaj tako zelo eksponirajo. Potem je prišlo na dan še nekaj. Ta manipulacija s tujino in s tujim mnenjem in z mnenjem Evrope. Imamo opravka z dvema mnenjima. Za enega je zaprosil odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino in dobil te dni odgovor. Za enega pa so zaprosili na Mirovnem inštitutu, ki je močno zainteresiran, da pride in bo prišel v programski svet, in so tudi dobili odgovore. Več strokovnjakov. Vendar so ti odgovori prikrojeni. Slišali smo, da naj bi tujina, s pomočjo katere nastopajo, pohvalila nov predlog zakona. To preprosto ni res. In ker so tudi teksti prišli od njih, se je zlahka dalo razbrati, da gre za zavajanje javnosti. Jaz vam bom prebral samo 5 točk mnenja, mislim, da je gospod Jakubovič takole pravi, kritični mnenj, ki jih niste prebrali v medijih. Prvič, preveč stvari, ki ohranjajo in ustvarjajo odprte možnosti za politično in administrativno vmešavanje v delovanje RTV Slovenije. To je v zakonu. Drugič, da ni jasno, kakšna logika je vodila k uvedbi kolektivnega vodstvenega organa, tistih slavnih 5 direktorjev. Tretjič, da je nadzorni svet v resnici mogoče opisati kot dejanski organ upravljanja s pooblastili za vodenje in sprejemanje odločitev, ki celo presegajo pooblastila uprave. Četrtič, da zakon daje vladi pravico do posega in zahteve po presojanju odgovornosti članov upravnih in nadzornih organov po lastni presoji,
kadarkoli in ne glede na to, kaj v zvezi s tem morda počnejo drugi organi RTV. Takšno pristojnost je mogoče zlorabiti, zato zakon ne bi smel dopuščati takih možnosti. Petič, da je to v nasprotju z določili zakona o tem, da je RTV Slovenija neodvisna pravna oseba. Tega še mnogo. Prišel je tudi odgovor Sveta Evropa, ki je na večjih straneh in je porazen. Če boste slišali, da je odličen, bomo v hipu servirali popoln prevod, pa si ustvarite mnenje. Kajti tekst je v angleščini. To se pač srečujemo, s tem se srečujemo te dni. Srečevali se bomo do konca. Premislite, spoštovani novinarji, ali ne gre za nekaj povsem drugega kot za boj nad vplivom RTV, ali ima opozicija vpliv in ga hoče obdržati, ali hoče obdržati svoje urednike, svoje novinarje, svoje oddaje, vse to na RTV, ali pa gre mogoče za kaj globega, ali gre za res za odtujitev institucije, ki je vendarle ena najpomembnejših v tej državi. Zato seveda vas vabim, da se od tega referenduma udeležite in glasujete proti.